Najlepša hvala za obisk in lepo dobrodošli. Hvala, da ste se odzvali v tako lepem številu, tudi ob tej uri, ki ni najbolj standardna. Tole okroglo mizo smo si zamislili izhajajoč iz izkušenj urgentnega centra, namreč kakor drugje v sistemu in na splošno v naši družbi seveda beležimo konstanten porast števila pacientov, ki so ostareli, krhki in ki bi si zaslužili še boljšo in še posebej bolj celostno paliativno oskrbo. Pri našem delovanju opažamo določene izzive, ki so verjetno rešljivi samo s skupnim delovanjem, mogoče tudi s spremembo koncepta. Precipitator oziroma nekako vzrok današnje te specifične okrogle mize je bil obisk gospe iz hospica, s katero smo načeli neka zelo specifična vprašanja pomoči umirajočim v urgentnem centru, nato pa smo ugotovili, da so seveda vprašanja še veliko širša in zato smo povabili k sodelovanju tudi kolege in kolegice iz enote za paliativno oskrbo, ki so steber te dejavnosti v naši ustanovi in tudi širše. Na okroglo mizo pa bodo vabljeni tudi drugi zainteresirani in deležniki. Specifično pa bi ob povabilu tudi predstavnikom mestne občine pa bi želeli nekako nasloviti, odpreti vprašanja oziroma vsaj diskurz, v katero smer naj ta vrsta oskrba gre, kajti verjetno v naslednjih letih, tudi desetletjih je pričakovati še večjo potrebo po tej vrsti oskrbi in tu bo moralo sodelovati vsi trije nivoji zdravstvene oskrbe. Se pravi, od primarnega nivoja kolegov v družinski medicini kot sekundarja, terciarja, mobilnih paliativnih timov, hospitalnih oddelkov in tako naprej. Toliko z moje strani. Hvala. Pozdravljeni z moje strani. Jaz bi povedala, da je paliativna oskrba pomembna za vse prebivalce naše dežele. Ne glede, če so to bolnišnice ali zunajbolnišnična obravnava bolnikov, ki imajo kronične bolezni, ki napredujejo in niso ozdravljive. Torej, paliativna oskrba je celostna obravnava bolnikov, ki imajo kronične bolezni, ki napredujejo in niso ozdravljive. Zato je pomembna za vse državljane te naše lepe dežele in vsi moramo biti udeleženi. Tukaj se odpira samo en segment medicinskega sodelovanja, kar je premalo. Tukaj so udeležene tudi socialne službe, bolniki imajo ekonomske probleme, duhovne probleme in vse to rešujemo celostno, tako da pomagamo bolniku in njegovim svojcem na vseh teh področjih. Zato je potrebna udeležba celotne družbe. Tudi naše okolje, našega grada Maribora lahko dosti naredi, mesta Maribora lahko dosti naredi za to na nivoju občine. Tako da je kar v redu, če bodo se pojavili predstavniki iz te občine. Povedati je še to, da paliativna oskrba v bolnišnici, naša enota in naša ambulanta je samo vrh te ledene gore. Pod tem pa je ogromno dejavnosti, ki jo morajo izvajati vsi, ki so zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu. In več bi se od tega zahtevalo tudi od drugih laikov, ki bi lahko delovali v sklopu sočutne družbe, širše v okolju, med prijatelji, med sosedimi in tako naprej. Zato pravim, da je to področje zelo široko in tisto, kaj danes poskušamo tukaj narediti, je samo manjši segment tega. Tisto pa, kaj počnemo v enoti za paliativno oskrbo in v ambulanti za paliativno oskrbo, je
dejavnost za tiste komplicirane primere, ki jih drugi ne obvladajo. Torej vsi drugi morajo tudi vedeti, kako delovati na področju paliativne oskrbe. Takrat, ko postane nerešljivo, težko, takrat se vklopimo mi kot specialistična dejavnost. Prej smo začeli, smo bili malo vezani na uro, pa bi vas samo še predstavil, torej predstavnica hospica gospa Alenka Križnik. Tako. Ja, Slovensko društvo Hospic deluje v slovenskem prostoru že 27 let, v Mariboru pa 26 leto, 24 let. In poslanstvo društva je podpora paliativnim bolnikom na domu. Trenutno stacionarne oblike namestitve naše društvo nima. Je pa tako, kot je predhodnica že predstavila, dejansko predstavlja hospic dejavnost zadnjo fazo paliativne oskrbe, kar pomeni, da je izjemno pomembno, da podpremo ljudi v njihovih stiskah tam, kjer se dejansko nahajajo. In izjemno pomembno je, da tu sodelujemo vsi, celotna družba in seveda tudi odločevalci. In jaz kot predstavnica Slovenskega društva Hospica zadnja leta nekaj časa raziskujem to področje in ugotavljam, da normativne podlage na tem področju sistemske ni, ki bi lahko vsem državljanom pod enakimi pogoji zagotavljala vse pravice do hospic oskrbe na domu. Zato je toliko bolj pomembno, da se vsi v to področje vključimo in poskušamo podpreti ljudi v njihovih stiskah. Slovensko društvo Hospic izvaja 5 programov, ki so med seboj povezani. To je program spremljanje, program žalovanje, program prostovoljstvo in program detabuizacija. Ta slednji je pa, namen tega pa je, da splošno javnost ozaveščamo o tem, da obstajamo in da jih podpremo, da so naše storitve in podpora njim brezplačne in da se lahko na nas obrnejo po pomoč. Izjemno pomembno pa je, in tudi ugotavljam na terenu drugje po Sloveniji, da če na nivoju bolnišnic seznanijo bolnike z obstojem našega društva, z našimi podpornimi programi, potem jih lahko mi podpremo tam, kjer se nahajajo. In zdi se mi zelo dobrodošlo, ker mislim, da v območju Maribora se je tudi Mariborska fakulteta v preteklosti precej angažirala na tem področju izobraževanja laikov glede znanj, ki so pomembne pri oskrbi umirajočih in bolnih. Tako da se mi zdi, da je zelo pomembno tudi, da se zdaj družba nekako vključi in podpre šibke člene tam, kjer jih lahko. Tako da toliko. Še kaj. Hvala. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Najprej bi se lepo zahvalila za to priložnost, da pokažemo, da se v praksi lahko tako različne stroke spravimo pod eno vprašanje in začnemo pogovarjati, kako biti najboljši zagovornik človeka v zadnjem obdobju življenja in kako razvijati bolj sočutno družbo, kako podpreti to, da bi lahko človek, ki je neozdravljivo bolan, živel do svojega naravnega konca, točno tako in točno tam, kjer si želi. In največ vprašanj se nam poraja ravno zaradi tega, ker vmes v tem času prihaja do situacij, ki niso preproste. Bom rekla, čeprav ni prava beseda, da je lažje tistim, ki vejo, da se lahko obrnejo na paliativni tim, na onkologijo in bodo tam dobili specialistično podporo strokovnjakov in pa paliativnega tima celo domov, kar je nekako, bom rekla, z veseljem v zadnjem času že res utečena praksa. Izpade pa, da se nekaterim izredno potrebnim pomoči
zgodi, da ne spadajo nekako v to vrstno obravnavo, ker svojo boleznijo ne prihajajo na onkologijo in je najpogostejše mesto, kamor se po pomoč obrnejo, ko jo izredno potrebuje, ravno urgentni center. Hkrati, ko se zavedamo, da se tega ne bo dalo rešiti čez noč in da nimamo ustreznih receptov, kako to narediti, se tudi zavedam, da je vsakim korakom, ki ga bomo s današnjim srečanjem zagotovo naredili, prišli korak bližje k temu, da razvijemo več zagovorništva in več sočutja. Hvala. Pozdravljeni, Pozdravljeni, sem Liljana Zorko z Mestne občine Maribor iz sektorja za zdravstveno in socialno varstvo. V naš resor spada tudi razni sveti, ki jih mestni svet in pa župan imenujejo, in svet za starejše spada tudi pod naše okrilje. In ravno na to temo in povezano za to temo je v lanskem letu bil na mestnem svetu sprejet akcijski načrt Starosti prijazen Maribor, ki ima cilje in 8 področij pomembnih za staranje v mestu in za življenje v mestu v obdobju od 65 in navzgor. In eden od ključnih ukrepov tega akcijskega načrta je tudi podpora ustanovitvi in delovanju mobilnega paliativnega tima v okviru UKC Maribor. Tako da se vidi, kljub temu, da lokalna skupnost je dolžna skrbeti za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti, se zagotovo kot predstavnik vseh občanov zagotovo moramo povezovati tudi z izvajalci, ki so iz drugih nivojev in druge institucije, ki jih ustanovi vlada ali pa nevladni sektor, da moramo sodelovati, se podpirati in graditi sistem, ki bo dober za občane. V občinskih programih, razpisanih vsakoletnih programih, pa Mestna občina Maribor tudi sofinancira te programe, kot je recimo hospic, in še kakšne druge, ki se izkažejo za kvalitetne in dobre, ki nudijo meščanom pač podporo pri njihovem življenju in lajšanju vsakodnevnih skrbi. Dobrodošli, hvala lepa. Hvala lepa govorcem. V primeru vprašanj, izvolite. Ja, hvala za vprašanje. Zdaj moramo vedeti, da statistike okoli paliative bolnikov, ki so formalno vpeti v paliativno oskrbo, v urgentnem centru direktno ne vodimo. Problem je predvsem zato, ker je kodiranje oziroma diagnosticiranje, šifriranje teh pacientov, ki so seveda iz celotnega diapazona, relativno zapleteno, mogoče še najbolj enovite podatke imajo v mobilnem paliativnem timu, ampak tisto je spet nekako, tako kot ste povedali, malce zaključena celota. Drugače pa mislim, da imam na enem slajdu, je v zadnjem letu umrlo v urgentnem centru dobrih 60 pacientov z rakavim obolenjem. 60, samo z rakavim obolenjem. Veliko število, več kot 8.000 obravnav od skoraj 28.000 jih pa predstavljajo rakavi bolniki. Zato sem povedal na začetku, da je nekako vzrok ali pa tiste poslednja vžigalica, ki je privedla do tega pogovora, bil vaš obisk, ker smo ugotovili, da je sam akt umiranja in sam dogodek smrti vseeno, glede na tako veliko število, relativno redek oziroma
je to število majhno, veliko večji problem, veliko večji izziv pa nam predstavljajo ravno zadeve, kakor ste jih povedali, vsi pacienti enostavno ne morejo biti vpeti v mobilni paliativni tim, vseh ne morejo doseči osebni zdravniki in vmes, seveda v času dežurstva, se ljudje zatečejo po pomoč v urgentni center. Tako da številke umirajočih so v resnici 2 reda velikosti nižje od tistih, ki pa se dejansko zatečejo po pomoč v urgentni center. Obenem bi rad pa poudaril še eno stvar, da bolniki primerni oziroma potrebni paliativne oskrbe niso samo tisti z rakavim obolenjem, so z vsemi drugimi neozdravljivimi boleznimi. In glede na indeks rasti staranja prebivalstva, vseh možnih in nemožnih komorbiditet, bo to breme za družbo, za ves zdravstveni sistem in UKC in seveda UC z leti verjetno nekaj časa samo večji in večji. Zaradi tega tudi nekako razlog, da smo mi mogoče začrtali ali pa vsaj mogoče povabili prvič, ta druge deležnike pa vabim, da kasneje nadaljujejo predvsem diskurs in na koncu tudi neke ukrepe, ki bodo v naši regiji prinesli dodatno pomoč tem krhkim, trpečim bolnikom. Ja, jaz mislim, da v osnovi na nekem bazičnem nivoju komunikacija, koordinacija itak že poteka. Stvar je verjetno samo v tem, da enostavno vse te različne službe, ki so v to vpete, enostavno ne zmorejo tako velikega bremena oziroma take amplitude, ki bi bila potrebna. Torej, v urgentnem centru specifično sodelujemo in z oddelki in seveda dobivamo input od osebnih zdravnikov, kakor tudi z mobilnim paliativnim timom. Seveda velik delež pacientov je tudi iz domov starejših občanov. Ampak nekako se mi zdi, in to mogoče želim, da opredelimo tudi na okrogli mizi, se mi zdi, da ni toliko problem samo, da ne bi znali, ne bi hoteli, ne bi bili sposobni, ampak enostavno to breme je postalo v zadnjem desetletju tako veliko, da bom verjetno potrebno en velik delež aktivnosti, predvsem pa fokusa usmeriti v te bolnike. Rešitev vidim pa najprej, in zato tudi vabljeni predstavniki civilne družbe, iniciative in MOMA, vidim predvsem, kakor ste rekli, da imate en izmed poslanstev v detabuizaciji. Sama paliativna oskrba, mislim, da z zelo dobrimi izobraževanji, ki so se pojavila v zadnjih letih med samimi zdravniki, res dobiva na teži in vedenju. Ampak zavedati se morate, da ravno oddelek, kot je urgentni center, kjer pacienti prihajajo vsak dan, ves čas tekom dneva, nam neznani, smo še toliko bolj odvisni od tega, da pa pacienti sami oziroma svojci vedo, kaj se dogaja, nam znajo pomagati, kaj je bilo skomunicirano poprej, da se potem lahko mi nekako bolj pametno in pravilno odločimo v korist bolnika. To je en aspekt, se pravi, paliativna oskrba mora postati vsakodnevni diskurs po celem mestu. In drugi aspekt je, verjetno tudi sami medikusi, vsi zdravstveni delavci moramo najti neke načine, kako varno, diskretno, v skladu z vsemi GDPR-ji skomunicirati cilje zdravljenja, želje pacientov, ki so bile izražene in tako naprej. In ko smo na to vižo v sodelovanju z mobilnim paliativnim timom že začeli neke osnovne korake, recimo informatizacije, smo ugotovili, da je na koncu en kup nekih zelo tehničnih detajlov, kaj se sme deliti, kaj se ne sme, komu je to dostopno in tako naprej. Tako da zadeva na žalost
ni tako preprosta, je v resnici relativno zelo zakomplicirana. Ampak kot rečeno, tu smo, kavo častimo, pa da vidimo, odkot lahko gremo naprej, da se slišimo in jaz sem optimističen, da se bo pa že našlo kakšne dobre ideje, s katerimi lahko štartamo naprej. A ne, ne vem, če sem... Aha. Jaz bom kot istočnico povedal samo to, da zelo me veseli, da se je mesto odzvalo. Naj tisti, ki ste bili, ne bom rekel, starejši, ampak bolj izkušeni, povejo, če bi se kaj takega zgodilo pred 15 leti, če je bila okrogla miza, verjetno se ne bi. Danes se je, tudi vas ne vem, če bi predstavnikov 4. veje bilo toliko, ampak super, da ste. In to verjetno je prvi korak. Drugi korak, kakor ste omenili, je, da mesto ima nek akcijski načrt. Meni se je sicer intuitivno zdelo, da mesto ima, ampak zdaj mislim, da mora tudi slišati specifično, kakšne probleme, težave imamo mi, pa potem nekako verjetno lahko na tej relaciji to zboljšamo. Jaz osebno si predstavljam, da je to proces. Dr. Krčevsko bom prosil, če misli kaj specifičnega danes na okrogli mizi. Pridite. Mesto bi lahko naredilo kampanjo o ozaveščanju o paliativni oskrbi in pomoči drug drugemu. Mesto bi lahko zgradilo hospic, mesto bi lahko obezbedilo sobo v vsakem domu za starejše za paliativno obravnavo. In vse to bo v prihodnosti. Torej, hiša, hospic, če vas vprašamo, je ideja, je želja društva hospica, tudi v Mariboru, en čas je bila ta želja kar živa, malo so nas nekaj zvrva, kako je zdaj s tem, se kaj mogoče delamo? Ja, mi želimo... Ja, mi želimo spostaviti pogoje za hišo hospica, ampak naša vizija je, da naredimo majhne kapacitete, torej ne vem, do 6 namestitev, kar pa je glede na obstoječo zakonodajo, ki je trenutno celo nedorečena, ker še dolgotrajna oskrba ni v celoti urejena, zelo vprašljivo, tudi finančno vzdržno. Ker po trenutnih standardih in normativih manjše kapacitete finančno niso vzdržne glede na zahteve in mi bi rabili nujno podporo, da bi se to področje uredilo na tak način, da bi se zagotavljali lahko potem oskrba, hospic oskrba, kot je v osnovi predvideno in kot je bila ideja že v samih začetkih. Torej, da se lahko to zadnje življenjsko obdobje zagotavlja okolje, v katerem so ljudje umirajoči in njihovi svojci v miru in v pogojih, kakršnih pač si vsak želi umirati. Medtem ko velike namestitvene kapacitete pač seveda tega ne omogočajo. Bi pa seveda zelo olajšali pogoje, kot je predstavila gospa, tudi paliativne sobe v domovih starejših. Vse to so pogoji, ki omogočajo začetek razvoja in izboljšav na tem področju. Mi pa seveda, mi bi takoj se šli za razvoj takega modela hiše hospica. Zaradi tega, ker pri večjih kapacitetah, mislim, dobro, lahko bi šli, če bi bili zagotovljeni potem tudi pogoji, tako kot smo rekli, o intimnosti. Se pravi, manj ljudi omogoča lažje, da se zagotovijo bivalni pogoji in da se lahko zagotavlja tudi obiskovanje svojcev. Se pravi, da so lahko svojci kadarkoli v 24 urah v tem obdobju, ker ko mi govorimo o hospicu skrbi, govorimo o skrbi umirajočih ljudi v zadnjem življenjskem obdobju, ne gre za daljše časovno obdobje, ampak kratke namestitve.
in pri kratkih namestitvah potem je tudi glede na standarde normative trenutno nemogoče zagotavljati. Mi želimo manjše namestitvene kapacitete ravno zato, da se lahko zagotovi intimnost družinskega okolja. Ja, se zato pa mi ne želimo take oblike. Ljubljanska hiša hospica ni v okviru našega društva, je Ljub hospic, pa finančno je zelo velik za lokalno tako. Ja, v Ljubljani je občina Ljubljane skupaj z lekarnami ljubljanskimi tam oblikovala to obliko. Ko je bolnik napoten ali se prijavi v paliativno oskrbo, je obdelan. Samo je vprašanje, če mora kak dan počakati. Je pa nekaj, kar bi mogoče tu vseeno v začetku, predno začnemo z pravim srečanjem, povedala, paliativna oskrba in umiranje ni isto. Tu se precej govori o umiranju. To morate vedeti, paliativna oskrba se začne s postavitvijo diagnoze take kronične bolezni, ki ni ozdravljiva in pelje navzdol. Tako da je dosti večje področje delovanja in dosti bolnikov, ki lahko od tega imajo korist. Odaj smo začeli tudi z dejavnostjo mobilnega paliativnega tima in z sploh dejavnostjo paliativne oskrbe v Mariborski regiji se je umiranje v bolnišnici zmanjšalo. Ja, torej še enkrat poudarjam, statistika tu ni enoznačna. Kar je povedala dr. Karčevska je res in zaobjema eno ožjo kohorto. Ampak kar smo tudi do zdaj slišali, paliativna oskrba ni enaka procesu umiranja oziroma času v zadnjih dneh in ne obsega samo onkoloških bolnikov, ampak vse druge neozdravljivo bolne. In zdaj, če smo čisto pošteni, ne vemo, s čim primerjati in od kod štartati, tako da vam ne znam povedati, ali so teh število hospitalizacij bilo manjše, oziroma bom povedal po svojem občutku, pa naj me kolegi kasneje dopolnijo, glede na to, da smo vsaj v urgentnem centru in vidim tudi vedno bolj po oddelkih nekako senzitizirani na to področje, zavedajoč se, da verjetno velika večina ljudi vseeno ne želi umreti v sobi 11 urgentnega centra med vsem direndajem, ki se vedno tam dogaja, smo nekako senzitizirani, da iščemo rešitve, kako bi paciente lahko čim hitreje odposlali domov. Vendar odposlati domov ni samo spisati odpustnico in izpolniti nalog za prevoz, ampak meni tudi zorganizirati skrb za čez vikend, predati to štafeto skrbi torej kolegom na primarnem nivoju, pacienta vpet v paliativni tim. Tako da, kot rečeno, ne vem, če upam reči, da je ta številka manjša. Lahko samo rečem, da spoznavamo in se trudimo, da cilj bi naj bila neka humana, celostna, holistična oskrba, ki bi bila čim bliže temu, kaj bi si ljudje želeli, seveda s presekom tega, kar je možno. Prav gotovo mislim, da vsaj v nekem številu primerov smo s tem uspešni, v drugem pa ne. In če predstavljam si, da če se bo v naslednjih letih celotna
kaskada vseh nas, ki delujemo z pacienti, vseh nas zdravstvenih delavcev, začenši zdravniki, še bolj senzitizirala, bomo mogoče še bolj nekako slišali potrebe pacientov in če bo vzpostavljen seveda sistem, ki bo omogočal, da bodo pacienti ostali doma, potem bo pa verjetno res lahko manj hospitalizacij, pa več oskrbe na domu, ki pa, da se razumemo, spet nosi svoje popolnoma praktične, logistične implikacije. Relativno enostavno je zastaviti oziroma uspeti z nekaj začetnimi dobrimi zgodbami, vzdrževati ta sistem, pa seveda na dolgi rok je težko.